In kako se pa spomniš pol tega maščevanja tukaj, ki je bil Cvek, Štefanc? To je bilo pa kar hmalo za tistem, pred junija meseca. Ja, to je bila pa kar huda reč. Julija. Julija, tako ja, Julija. Junija je bila tle, Julija pa tam. No in to je bila pa kar huda reč. Jaz se toliko spomnim, da prvič slišal sem, ne vem, kdo je povedal, na Kugu so zažgali, pa cveke, pri Cveku so zažgali, pa da so ne vem koliko otrok pustili tam starše pa pobili. To je bila prva informacija. Zdaj te naši, takrat so bili še vaška straža, kdaj so se oni odzignili, da so šli pogledati, kaj se je to zgodilo, to ne vem. V glavnem spomnim se, da so, ko so pripeljali te pobite, so jih v Totenkambru, kot smo pravili, v mrtvašnico, ki je bila tih pod našo hišo, so jih pripeljali in se spomnim, ko sem šel mimo tlele pod poti, ko sem gledal v ta vhod noter, se je videl enega, ki je takole roka dol visela z ene mize. So imeli kar ene dva gor na miz, tako da je en je pa meni še zraven nekje ob samem tistem ležal, ker je bila vse polhna. In to se spomnim tega. In tudi, če se pol spomnim prav, ne vem kako je bilo, da sem tudi ministriral pri tistem pogrebu, ki je bil pol, vse jih je bilo ne vem koliko pokopanih. Tam so kar skupaj naredili tak precej širok grob in se jih kar potem takole noter posortirali. A je bilo ljudi kaj strah? Strah pa čisto gotov, da je bil, zato ker tega niso prej bili nič navajen. To se je prvič zgodilo, da je bila taka morija kar naenkrat takole blizu in brez vzroka. Mi smo kot otroci smo hodili recimo glih tle na ta zgornjega Kogla. Zmeraj smo nesli Rakovniški vestnik. To je pa mama imela naročeno in jih je imela ne vem koliko naročenih, tako da smo nosili vse okoli po teh hišah, otroci, mama je dobila paket, pol smo pa otroci hodili okoli, čas smo dobili še kakšno kos kruha, to je bilo pa super, da to je bilo za nas kot ne vem kaj, in smo hodili. Vse tiste velike hiše smo obšli, prinesli Rakovniški vestnik, pa mama je to vse sama rihtala. Če je kdo plačal, je plačal, če ni plačal, je mama plačala. To je bilo tako, veš, ona je vedela, naj ljudje vidijo, kaj se da lahko, pa kaj se dogaja. To je bilo vse v dobrobit. Tako da tle mislim, da je bilo res veliko narejenega. No in na tem Koglu se spomnim, ko smo se velikokrat ustavili, smo tudi tam bili. Otroke nismo tako dosti porajtali, ampak ko so bili starši, ki so prišli na vrata, ko smo prosili ali pa prišli, in smo jim dali to vestnik, pa smo šli naprej, pa tako naprej. To je bil en tak primer. No, ampak takrat po tisti moriji je pa ta, ki je bila Kugoško v Mici, smo ji rekli. To je bila ena žlahta od teh zgornjih Koglov. To sta bila dva, spodnji Kogel pa zgornji Kogel. Na zgornjim Koglom je bil pa Cvek. Ja, to se pravi, to so bile te tri hiše. No in je ta Mici tisti jutr prišla k nam, pa prinesla tega Lojska, ki je bil, ne vem koliko, 2 meseca ali koliko je bil star. Je rekla, te drugi so vse nekje razpustili, eni so vzeli, enega so jih piškal, ne vem kam je šel, te otroke, ki so bile tam 5-6 let, in še manj, mogoče še manj. Ena punca je zgorela gor, v ta zgornjem pri Cveku je zgorela na peč, ker je niso rešili. No in ti otroci so potem se tako razvrstili na vse načine. Jaz se spomnim, sem tista Mici prinesla tistega otročka, Ljojčka, k nam in ja, je dejala, ne vem, nisem kam drugam vedela, da lahko prav mam sem povedala, da ga lahko prinesem. Naša mama pa, ja, 14 je bilo, ponešen bo se, nič narobe je dejala.
in so ga dali na peč. Takole se spomnim, kaj je gor prišel tale Tomečkan otroček in smo gledali, joj, kako tak bošček bo. No, in ta je nam žlebove tle, kaj kasneje, pri tele hiš nam je žlebove zrihtal pol, ne, ta Lojze. To je bil, se je že umrl, ne, pred 2 letami. Ja. Kako se pa konca vojne spomniš? Konc vojne je bilo pa tako. Šentjošt je bil ugrajen skozi z eno žično mrežo, ne. Tako da tle so bile okrog in okrog, recimo tle dol pod našo hišo, ne, tam dol, 100 metrov nižji dol, tle kot ima Matija, oziroma Matjaž. Ja. Tle je bila meja čez in potem okrog, ne, pa tam mimo Brnka, gor, pa tako navzad, okrog tle za Kuličem nič ni bilo, ampak tam od spredaj pa spet, tako da je bila, vas je bilo nekaj v tem ugrajeno noter in to smo se mi počutili kot nevarno, smo rekli, tle smo sigurni, tle nam noben nič ne more. Ampak takrat, ko je pa to bilo, to je bilo pa 7. maja. 7. maja se pa spomnim, da je bil tudi en tak še sorazmerno lep dan. Mogoče malo oblačen, ampak drugače pa še precej toplo je bilo. In smo stali mimo zunaj. Jaz se spomnim, en dan mogoče bom rekel, en dan pred tem je prišel Lovro, ki je bil najmlajši fant. Lovro pa Tine. Tine je bil takrat že v vaški straži tle v Šentjoštu in je stražil na Kugelč z mitraljezom. To vem, ker je velikokrat od nas pol šel gor domov, oziroma gor zvečer, ki je šel. No, in to je bilo takrat en dan pred tem, sem jaz videl, da se nekaj dogaja. Kaj vse, ten tak nemir je bil, vse je nekje šlo, kaj bomo jutri, to je bila pa nedelja, ne? To je bila ravno nedelja. Za jutri ni bilo več nobene maše predvidene, kaj bo, Gospod ni vedel, ne, ali bomo ostali, ne bomo ostali, kdo bo šel, kam bo šel. Vse je bila ena velika, velika zmešnjava. Seveda, tukaj se začeli povedati, ali bomo šli mi, ali bomo šli mi. Otroci mi kot takle, ja, smo bili kar veseli, ja, gremo, ne, dajmo, pa vem, Matičko so bile takrat pri nas, gor na vrh, ker gor je pri njih tudi so hiše zakurili. So pa pri nas bile, ne, in Matičkov Jože je bil en let starý od mene. Pa Alfons, ne, takaj, da je njegov sin tak slavni pevovodja dol, da v Lovgac, ne. No, in zdaj, te ljudje so bile pri nas in Jože je dal, ja, dajmo, jaz bi kar šel, ne. Pa mi je kar malo nagovarjal, ja, fajn, prav bomo šli gor, ne vem kam, ne, nekaj pravi, da gremo, ne. In otroci kot otroci taki, bomo šli pa nič ne. Dočim, ta stari so imeli pa čisto druge misli, kaj pa zdaj, kako pa zdaj, ne. Pa kdo bo vstal, če bo res kateri šli, ne. No, v glavnem, zgodilo se je potem, da je praktično, kar je bila vaška straža, ki je bila tle stacionirana na tem našem koncu, Šfaruž in tam okrog, torej te so odšli zjutraj, no, se mogoče bom rekel, en dan pred tem so že iz Rovt hodili in je ena cela armada teh ljudi peš šla skozi vas in naprej dol v Kurjo vas pa proti Gorenjski, ne. No, ampak tle so še takrat bili in so še nekje naš Tine, se spomnim, da je še mimo od Faroža sem priletel, pa mimo nas, ko smo odstali pred hišo, je še letel tle na Kugelč, da je kaj bo. Prvič se je pa takrat zaslišal, da so pa iz Vrhnike začeli pa Italijani, ki so jih imeli partizani dol, italijanske kanone, so pa Italijani streljali tle čez, pa nekje gor na Gorenjsko. Je šel in so te kugle švigale nad nam gor
da je vse slišal, ne, bum, pa tam dol. In smo bili kar v strah, kaj pa če tle gor v Šentjurču, da začnejo streljati. S tem in ne vem, je bilo kar nekaj takih šusov, no in takrat sem jaz zadnjič Tineta videl, ki je še letel gor na Kulič, češ, da verjetno mora še nekaj, ali mitraljezov vzeti, ali ne vem kaj ima. In so potem verjetno šli nazaj na uno stran dol. Pogledam na uro, vidim, 20 minut čez 9 je bila ura, ko je eden, mogoče zadnji od teh domobrancev, cel šaržer z brzo streljko, cel šaržer spustil, da je streljal do konca, kakor je bilo not, ne. To je bil ta zadnji pok, ki smo ga slišali, in pol pa tišina, nobenega več, leteli so še dol, proti Kurji vasi, vidim, ta zadnje, in nobenega več. Takrat, kar je bilo, tisti dan je naš Stanko imel pa tudi rojstni dan. In mama, ko je Tine, no, to sem pozabil mogoče prej povedati, ko je Lovro prišel iz Rakeka pa dol, je bil pa v Rupnikovem bataljonu in je prišel domov. In se je doma razumel, mama pogleda, vse si užuljen. Jo, je rekla, jo pa takle, kako bo težko hodila, ja, moramo. In se je nekje kar pripravljal, ne, in je imel je vojaško tako tisto bluzo in se še toliko spomnim, da je v bluzi, ki je imel teh, ne vem, koliko je bilo teh varžetov na vseh koncih, je tlačil noter še patrone. Takole noter je tlačil še patrone, se nekje pripravljal, ja, mama je delala, joj, takle boš pa tudi težko hodil, ja, je delal, bom že, se ne morem drugačne, moramo jeti, ne. In je bil res, tole ta Rupnikov bataljon se je takrat streljal skozi prebijal z Dolenjskega gor in je prodiral tle do Ljubljane, ne. Tako da je jih pregnal, partizane, ampak seveda, kaj češ, tle je šlo pa vse stran, ne. In seveda, Stanko je imel pa takrat rojstni dan in mama dela, je rekla, viš, toliko mi je hudo, včasih sem ti zmeraj spekla štručko, je rekla, danes pa ti ne morem čist nič. Prav, nimam nobene stvari, ne. Stanka pa je dela, pusti to, nič. Bomo že, saj se bomo čez 14 dni mogoče bomo pa prišli nazaj, del. In to je že imel mičken v glavi. Pa je pa rekel, takole vam povem prav, kakor sem poslušal poročila pa to, prav, Angleži prodirajo in verjetno se bo to zdajle kmalu zgodilo, da bojo tudi prišli tle čez, je rekel, zdaj v svetu je daj konec vojne. In komunisti ne smejo več tega početi, kar so delali do zdaj. Je dejal, ker je to po mednarodnih pravilih, oni, tudi če bojo vas hoteli kaj prav, vi ste civili in vam ne morejo nič narediti. Ne smejo vam nobene stvari, prav, Bog var, da bi vas kdo pobijal, ne. V dobri veri, da je to res, smo mi mislili, da bo tako res, ne. On je bil pa krepko prevaran, mogoče, da ta drugič ali tretjič, prvič, ko je mogel iti v Gonars, je bil tam zaprt cel let, pol je bil v Udinah, pol je bil v Trevizu, na 3 krajih zaprt. Naprednje se pol vrnil domov, ne. In tak revež, kakor je prišel domov, sestradan revež, tak velik, kakor je bil velik. In smo se ga ustrašili, ko smo otroci ga zagledali, ko je prišel skozi vrata noter. Glih takole v sredi leta 43. No, in tako je bilo konec tele naše vojne, ko se je štel, vse te ljudje so odšli, mama pa zdaj, kaj bomo pa zdaj, kam bomo šli? Jaz se kar bojim doma biti po noč. In kaj je bilo? Ne vem, kaj je bilo, no, tisti naš vožiček, ki ga je Lojz naredil. Pa smo naložili gor menda še zajčke, smo jih imeli od spodaj, v tistem, in kam pejmo? V Globovček.
In smo se lepo odpeljali v Globovšek, torej v Kurjo vas, hvam tam gor. Gor pa mama, joj, kaj vete, ja, neč, prav, pejte tlele eni, tle gor nad Malnem, imate prostora gor, kar velike jela. No, in dejansko tam gor smo se tiste noč kar veselo, otroci, viš, otroci, no ja, otroci že malo več, ne. Smo se nekje kar lepo preživeli tiste noč in seveda, kaj, zjutraj spet na voziček, z vozičkom nazaj v Šentjošt, ne. In takole se je zgodilo, enkrat sem, enkrat ke, tako da nismo se počutili doma, ne. To je bilo to hudo. Kakšna pa so bila pol ta občutja prve dni po vojni, pa ko so vsi Veš, kako je odšli? bilo, tak občutek je bil ene take negotovosti, ker nisi čist nič vedel. Prvič ni nobene informacije bilo, maše ni bilo, župnika ni bilo, to se pravi, vse je nekje stalo tako, kakor je. Edino, kar je bilo, meni se zdi, da ali drugi dan po tistem, ali celo mogoče tretji dan, ne vem, koliko je bilo, so prišli v Vlasovci, to so bile te ruski partizani, so prišli sem čez iz Samotorce. Že tam se je nekaj slišalo, enkrat pokanja, ampak mi nismo takrat nič tle mislili, da bo kaj. No in so dejansko prišli tle v Šentjošt in je en prišel, veš, z te vojaško karto. Je bila neverjetno, čisto vse je imel gor napisan, narisan, vse te kraje, poti, steze od tega konca. In jaz sem rekel, kje se to gre naprej, ne. Sem tam je kazal, kje v smer, kjer bi šlo. In to se bo pokazalo, ne, da ne vem, a je mama bila, ali je bil. Ata se ni hotel nič aktivirati. Čist nič. Zdaj, čist izmen. To je bila čist druga zadeva. No in v glavnem, do nas je prišel eden, drugi so obstali dole pri cerkvi in smo potem dobili informacijo, kakor smo dobili od tega. Te so pol šli naprej, no in te so menda potem pa zažgali prvič tisto municijo, ki so jo domobranci skrili tamle dol na poti, ki se gre v Kurjo vas, ne. Na koncu Brnkovega sveta je bil on tak velik, tak leskov grm, no in tam noter so oni skrili ne vem koliko municije, v glavne municije, mogoče tudi nekaj, kakšna puška, tudi puške dva. Oni so imeli, če so imeli pa že mitraljeze ali pa to. No in te menda so pol, te za to, kako so se nekje po teh krajih so se kar gomazili sem pa tja in gledali po majnah, ali so se malo bali partizanov in so nekje prišli do tega dol, videli, da je tam ogrom tega, so pa verjetno nekaj skup spravili, da so zakurili in to je potem počlo gor, to je bilo 47. leta. To je bilo 47. leta, daj še ne spomnim se. Cel let kasneje je to bilo, skoraj. No in tako se je potem to zgodilo, da so tam dol pobrali ne vem koliko je teh bomb letelo na vse strani, pol se jih je nekaj ponesrečilo, tudi spet otrok, ki so to nekje na tej najdli, a veš, pa so pa, smo se sorta, mi smo se toliko igrali s temi bombami, nam je bila tako igračka, čeprav je bila toliko nevarna, da če si narobe je obrnil, je lahko v rok eksplodiral, ne. Ampak smo naredili vse to, da se je dalo narediti in smo uživali v tem, čisto tako bom rekel. Smo bili nekje še vse v tej vojni, v tem času, ki smo jo doživljali te 3-4 leta, ne. A pa so po vojni prišli kdaj še partizani na vaš dom? Partizani so nas pa kar obiskovali, kar naprej skoraj. Tako da hmalu po tistem se je začela pa hajka teh partizanov, da so bile to več ali manj domačini, Podlipa, Žažar, mogoče, z teh krane, Butajnova, ja, to, kjer so bile večinoma levi že prej, ne. Tle so se potem pa te dvignili in so se navdušeno tule gor potem po naših krajih začeli pojavljati, predvsem tle v Šentjošt, tle so bile pa tudi ljubljanski Štefan, recimo, ki je bil
nekje že tudi malo starejši od mene, malo starejši. Pa še njegov sin, ne brat, nižji, je bil toliko, kakor jaz star. No in te so se pojavili in so začeli kaj. Prvič so šli po cerkvi in so po cerkvi delali kar preiskavo. In so videli, da je pa domobranci so takrat poskrili vse povsod. Tudi po cerkvi, nekaj smo pa mi poskrili, otroci. Smo pa poskrili razne patrone na raznih krajih in te cigani so hodili okoli in vse tisto najdli. Ja, verjetno so nas sledili, ali kaj povem. Tako da mi se nismo zavedali, da imamo zmeraj nekje odzad ene oči, ki nas gledajo in vidijo, kaj delamo, pa kam gremo. Tako da smo imeli kar opazovalce, voduhe, ki so nekje nas sledili, saj smo tudi jaz pa Peter sva skrila, eno lovsko puško sva nesla tamle, v eno lipo noter sva skrila. Smo delali, tole bomo pa mi imeli, ja, to bo fajn. Doma smo imeli en mitraljez, doma spodaj smo kar v gnojnice spustili noč, smo rekli, tam bo najbolj bil skrb. Pa eno puško smo imeli še od spodaj dol. Ja, reč, tisto smo rekli, zase bomo imeli, kakor toliko za vsak slučaj. No, drugač pa, te so pa hodili, kar z vozom okrog, pa kojne, ne vem, od kje so prihajali. In jih je bilo kar enih par. Pa je prišel sam in je rekel, preiskava. Kaj pa da je? In to se je začelo, ne vem, kolikrat na dan, včasih. Eni šli, drugi prišli. In od začetka do konca. To prvič se je začelo od spodaj, vse, karkoli je bilo. Pobrali vse žlice, kar jih je bilo. Razen tistih železnih, ki so bile že na pol rjave. Mogoče nek par je ustal, druge je bilo pa vse šlo. Potem žarnice. Prvič smo imeli 44 leta, ko je Lojz naštimal, da smo imeli prvič elektriko v hiši. Svojo žarnico notrne. To so vse odvili, žarnice šle za njim. Pol pa vse, kar je bilo. V skrinji smo imeli. To je bilo pa tudi Lojz je rekel. Lojz je imel takrat en fajn, dobro idejo, je rekel, mogoče bomo pa po vojni res vse sorte rabili. In takrat je šel z eno hajko, ki so šli v žiri, naši domobranci, so šli v žiri, tam so pa tale, kar je bila ta velika tovarna, tovarna čevljev. In tam so najdli noter čudo enega usnja, vse mogoče stvari pripravljene za naprej, da bo industrija delala. In našlo je tudi nabral nekaj. V Ruzak je rekel, tale usnje bo pa še kar dobro prišel. In to je pa prinesel domov, pa v skrino gor na vrh. V skrino je bilo. To so pa tele partizani, ko so prihajali, vse odprli, vse najdli. Kar je bilo kje kaj, pa je bila gor ena trubenta, ena stara torej sabla, ki je mogoče jo ata prinesel iz prve svetovne vojne, je bila gor na vrh, čist pod straži. Tudi to je najdel. Potem ena tamburica, ali kaj smo imeli gor. To je šlo vse slepo. In mu je Peter še takrat rekel, ja pa to pusti me. Je rekel, ti bom to butil, kaj boš ti govoril, kaj bom jaz pustil. Nebene stvari nič. Miranda je imela pa iz šotorskega krila vojaškega narejen predpasnik. Rekel, to da je dol, to je vojni plen. Pred dol vržeti. Tako da so nabrali zmeraj nekaj od naše hiše. Nazadnje eden prišel še, je šel pa pod streho gor. Gor so pa naš fante dobili pa, meni se zdi, da je res lik 44 leta. Prvič smučke, vsak je dobil od vojaškega smučke. Oprema torej za pozimo. No, in ta z veseljem tistle gor po ugrabi prav, dajte, kaj smo najdli. Še čist novo vse, nič uporabljeno. No, to je tudi pošlo vse. Od spodaj dol smo imeli kolesa. Kolesa vse šla. Ja, in nazadnje še, ne vem, je bila še sploh kje kakšna stvar, da je ostala živa, tako rekoč, obrali so nam tako rekoč vse. Edin, kar je bilo ostalo, v kevdarju je bilo še malo krompirja, meni se zdi. Drugač pa.
Ko pa si bil star, ko si v Ljubljano ti šel študirati? Jaz sem bil star mogoče kakšnih, to je bilo kakšnega 48 leta, ne. To se pravi, a si med vojno v šolo še hodil? Med vojno je bila tle hiter konc, kakor se je začelo, to se pravi, mogoče 42 leta je bila ta zadnja šola tle. Potem je pa bila zasedena, ne, ker je bila vojska. Tako da nismo pol do 45 leta nič hodili nikamor, saj mi odrašli, ne. Za ta mečkane je skrbel župnik, ne, da so ta male otroke, so jih na Brd tam, ne, so jih imeli na Brd, da so jih učili tudi, jaz sem se pol med njimi pridruževal še kot tak, ne, saj smo bili še tudi malo večji, da smo se posedli tam, da takole zvečer ali pa pozimi je bilo, no. Smo se posedli okrog in ta župnik Jože, kaj je že bil, Jože Cvelbar, ja, nas je tako znal fajn povezovati, ne, in smo se tako čudno fajn povezali, da smo bili, tudi s planine so hodili dol, takle fantje pa tako. In tam okoli Brnkove peči smo se spravili noter v hišo, in je nam predaval, malo govoril od celega pisma, untere, tako naprej. Tudi otročka vmes. No in to je bil vse, kar je bilo naše šole. Drugih profesorjev tle ni bilo nobenih do 45 leta. Tako šele potem, konc 45 leta so se pojavili pa novi, ne, to so bile pa spet levi, ki so nekje začeli svojo pot. Mi se nismo dost, jaz ne vem, jaz Tušeničnikov Marjan tle dol, ki je bil pod našo hišo, so se stanovali dol, pa še kakšen mogoče, smo bili še zmeraj nastrojen protikomunistično. In smo se nekje, tudi v šoli smo se takoj videli, tle tisti, ki so hodili z Ljubljance, z Butanjeve, to je bilo vse sovražno. To so nas gledali kot izdajalce, se štiri, ne, veš. To je bilo vse nekje napumpano od tih njihovih reklamnih, pa ne vem kaj vse. In so nas pravzaprav tam žalili na vse kriplje, če se je le dalo, ali pa nam včasih pomagali, da smo se mogli stepsti, tudi stebli smo se tam pri šoli včasih, marsikdaj za kakšno stvar. In čist samo po tej logiki, ker smo čutili, da nismo za skupne. Ne, tako da, to je Se pravi, si po vojni še nekaj časa samo v šolo hodil, pa si šel v Ljubljano? Ene 2 leti sem še tle hodil. No, pa seveda Janko Oblak, ki je bil takrat župnik, ja, je rekel, pa naša mama, seveda naša mama, ki je bila toliko aktivna. Ja, je rekla, daj bi pa tele, kaj še lahko tele naredijo, ne. Ja, pa je del Janko Oblak, ja, poskusimo dejle, če mogoče bo pa lahko šel v šolo, ne. No, in potem smo dobili, ja, spet Rakovnik. Mama je takrat še nekaj imela povezave, pa župnik. No, in kaj jaz sem dobil, da sem šel v semenišče. To se pravi, tle, ker je da Bogoslovci svoj dom, ne. Tle sem dobil oskrbo in takoj smo se začeli, ne. Potem hodil sem pa v klasično gimnazijo. Ampak to je bil pa tudi hudir. V tem delu je bilo pa takrat, tukaj smo tle živeli z enim takim navdušenjem, ampak se je povedalo, da tam dol res, v tem domu nas je bilo kar precej, tudi Matičkov Jože je bil še zraven. No, in smo, v začetku smo bili kar nekaj tak prijazen, drug do drugega, pa smo se še fajn zastopili. No, Matičko Jože je bil tak, da se je zmeraj poskušal kaj hecati, no, da je zmeraj delal kakšne rahle izgrede, če tako rečem. Zato, da smo se smejali. No, in to se je enkrat zgodilo, da en večer, to mi pa še zdaj tale dekan, ki je dol v Krškem, ki sva tudi sošolca, pove, se spomniš, kaj je takrat Matičkov Jože naredil, ko smo bili v semenišču gor. Jaz sem rekel, vem. Napreden smo šli,
ko smo odmolili, to je bil en res tak ta prav obred, ki so ga imeli oni za nas, ostra disciplina, in ko je rekel, da je pa greste spat, je bilo treba zaključiti vse pogovore in vse tako naprej. Takrat pa, ko gremo kaj, me je pa Matička Jože pa mene pa porinil po tleh, to je bil parket in ne vem kaj, a sem jaz se zaletel, ne vem, a v enega drugega ali v eno drugo poštlo, ne imam pojma, kaj je bilo. V glavnem, zasliši se tam nekaj smeha, nekaj unga, pride pa Glinček, ki je bil naš prefekt, takrat zvečer. Kaj se je zgodilo? Tole, to pa to. Ja, jutri se boste javila na škofu. Aha, dober. No in seveda, po tistem smo se lepo polegli, vsak v svojo posteljo. Drug dan, zajtrk, pa ne vem kaj, pa enkrat prav, vas kliče, ne, to ni bil nadškof, ni bil, ampak je bil tale, ko se je pisal pod rekel, na škofiji je bil kot en, rekel, drugi v tem rangu, nekaj od škofije dol, ne, ki je odgovarjal pravzaprav za nas, ki smo bili v tem noter. No in nas je ta naš prefekt poslal tja, verjetno je mu malo že dal vedeti, zakaj. In jaz sem sam prišel, nismo skupaj hodila. In sam sem takrat prišel in je rekel, takole gor pridem na prvo nadstropje, je bilo treba to še postati starem tistem. No, me je not poklical, je rekel, peva me dva tle na balkon. Pa smo šli pa ven in rekel, no daj pa malo povej, kaj se je zgodilo. No in jaz sem mu tam pol povedal, ja, nič, sem rekel, tole je, ne. Sem rekel, moj bratranc, pa jaz sva skupaj tle v tem semenišču noter, zvečer se je pa zgodilo, ne, tole in to. Ja, prav, veste, to pa se ne moremo dovoliti, prav, dele v teh časih so te stvari zelo, zelo težke, je rekel. Kdaj pa imate vlak za domov? Ja, ne vem. Ja, je rekel, takole bomo rekli, danes vas te zadnjič opozarjam. Če se še kaj sliši, greste potem takoj na vlak in domov. On se rekel, ja, prav. Tako strogo? Tako strogo. Se veš, kako je? Oni so bili takrat lih tako, vsi pod kontrolo. In udba od spodaj prostor, je bil pa udbovc noter, namest njihov, tisti, ki je sprejemal, ne, je bil pa udbovc, ne. Vse so zvečer počenjali, tle med stolnico pa med tem prostorom so počenjali včasih namenoma ali pijance ali pa, kaj povem, upili dol, malo proti cerkvi, pa vse sorte, ki smo mi gor ležali, ne, ali pa spali. Tako da je bil že takrat ta odnos bil zelo, zelo oster. Zato je pa on tudi prav povedal, da se nič ne špilamo tle. Ali ja, ali pa ne, nobenih takih kompromisov, nič več. Tako da po tistem potem, ja, jaz sem to ali dol doštudiral, dokler nas niso, hop, čez noč, ne. Dobili smo drug dan, meni se zdi, da je še celo tale, ki je, da je razglašen za blaženega, ne vem, kako mu je, ta, ki je tam lebi. Strle? Kaj? Strle? Strle, ja. Strle je bil, Strle nas je imel tudi recimo takole, levo, lih za nedeljo Kristusa kralja. Ja, enkrat se spomnim, ko smo v učilnici noter bili in je rekel, no, danes vam bom podal eno majhno nalogo, rekel, dajte se vi malo zapomniti ali pa malo zamisliti, torej dele bo v nedeljo, nedelja Kristusa kralja. Rekel, to je tako, sicer malo novejši praznik je bil to še. No in rekel, boste napisali eno nalogo, kaj mislite v zvezi s to nedeljo Kristusa kralja,
kakšne je vaše mnenje in tako naprej. Nekaj. On je nam dal en tak sugestijo, kaj naj naredimo, in to je potem bila zadnja naloga, ki smo jo tle napisali. Kaj je bilo napisano, nič več ne vem. V glavnem po tistem smo dobili pa nalog, morate iti domov, zato ker zapirajo semenišče, tle bojo oni noter prišli in smo mogli zapakirati in šibaj domov nazaj. In si prišel domov? Verjetno sem bolj prišel domov, da je točno, kakšne se bile te poti, mi ni vstal več v glav, ker je bilo toliko tega mešanja, da se takrat nič ne spomnim, kaj se je vse dogajalo. Dogajalo se je pa kar naprej nekaj. Ne. Tako da ali sem bil doma, ali sem šel, pol se spomnim, da sem šel pa na Rakovnik. Mogoče sem bil pol na Rakovnik, sem pa tudi šel in smo tudi na Rakovniku, mogoče sem pa še tisti let pol ali zaključil, ali kako je bilo, ne vem, da na Rakovniku sem bil, tudi gor so še imeli nekaj toliko, da so še dovolili. No, in smo mi kot lih tahle, veliko nas je bilo teh, ki smo bili tle pregnani, so se tam pojavili tudi. Tako da je bilo kar nekaj teh, ki smo se pol še nekaj tam najdli. No in na Rakovniku seveda je bila malo drugačna komanda, malo drugačne stvari, pa tudi vsem, tudi kar fajn. Sem se kar fajn počutil. Ne? No, tako da zjutraj je bilo tisti prefekt in zmeraj na koncu gor imel pojslo, čist na koncu pri vratih, in seveda on se je verjetno že prej napravil in zjutraj, ko je pa cajt bilo za vstajanje, je pa začel pok, 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 benedicamus Domine. Bogu hvala. To je bila njegova zjutrajšnja pozdrav, je bil pozdrav nekaj. Hvalimo Gospoda, ne, benedicamus Domine. No in mi smo mogli reči sem Deo gratias, ne. In smo vstali, ne. In takole je bilo, no, se pravi, do konca leta mogoče, tako da ali sem mogoče res tisti letnik pol tle zaključil, tako da potem naslednje leto pa ni bilo več možnosti, so tudi tle pregnali vse patre dol z teh prostorov, ko smo bili mi, so se pa ženske njihove partijske, vojaške dame vselile gor in smo jih pol kasneje, ko smo hodili na Rakovnik, so se nam smejali iz tistih okn dol pa počenjali vse sorta. Mi pa hodili k tisti Mariji gor v kot. No, tako da to je bil čuden cajt, ne, če se tako vzame.